Odstiranja. V gimnaziji me je mučila huda depresija, glavoboli in kronični gastritis. Opravil sem številne zdravniške preiskave, da bi našel vzroke svojih zdravstvenih tegob, vendar se je izkazalo, da je z menoj vse v najlepšem redu. Potem sem se odločil, da odgovornost za svoje zdravje vzamem v svoje roke. Redno sem začel vaditi transcendentalno meditacijo in ta mi je zelo pomagala. Pozneje sem obiskoval individualne profesionalne seanse kognitivne, humanistične in transpersonalne psihoterapije in hitro zdravstveno, osebnostno ter duhovno napredoval. Vedel sem, da se vzroki za moje zdravstveno stanje skrivajo v meni. Začel sem iskati po sebi in precej hitro presegel prvo stopnjo osebnostnega razvoja, tako imenovan mentalni ego, ko sem vse delal le za druge, nisem pa imel stika s seboj. Prišel sem na raven tako imenovanega avtentičnega jaza in začel na prvo mesto postavljati sebe, prevzemati popolno odgovornost za svoje življenje, misli, občutke, dejanja ter predvsem nehal igrati žrtev in obtoževati druge za svoje težave. Prehod ni bil tako preprost. Brez učinkovite psihoterapije ni šlo. Potrebno je bilo očistiti travme, se spoprijeti s svojimi kompromisi, zanikani neuspehi in si priznati boleče stvari. Tako svojo zgodbo opisuje Dejan Jarič, doktor medicine, zdravnik, ki je slekel zdravniško haljo, še vedno pa zdravi. Kot predavatelj, napredni trener za osebni in duhovni razvoj ter terapevt teta-med terapije s svojim celostnim pogledom na človeka in poznavanjem epigenetike išče vzroke za bolezni svojih strank in pomaga pri soočanju s samim seboj in prehajanju v avtentični jaz. Pri svojem delu si pomaga z najnovejšimi odkritji epigenetike, kvantne fizike, zahodne medicine, nevrobiologije, neuropsihoimunologije, informacijske tehnologije ter kognitivne, humanistične in transpersonalne psihologije. Pri svojem delu vedno izhajam iz lastnih izkušenj, saj se zavedam, da drugim lahko dam le toliko, kolikor sem naredil jaz. Spremenil sem številna negativna prepričanja o sebi in svetu, ki sem jih dolgo nosil v nezavednem. Predvsem je pomembno, da sem po terapijah prenehal igrati vlogo žrtve in prepoznal, da se odgovori za vse moje težave vedno skrivajo v meni. In verjemite, to je zelo izpolnjujoče in osvobajajoče spoznanje, pravi dr. Jarič in dodaja, kolikor ste pripravljeni spremeniti svoja najglobja omejujoča podzavestna prepričanja o sebi in svetu, lahko spremenite svoje življenje na bolje. To, o čimer razmišljate, na koncu tudi postanete. Dr. Dejan Jarič je gost tokratnih in prihodnjih odstiranj na valovih Koroškega radia. Ta pogovor poteka 12.12. ob 12. uri leta 2021. Dr. Jarič, kako ste s številkami? Je tole slučaj ali načrtno izbran datum v vašem natrpanem urniku? No, numerologi bi zagotovo znali kaj povedati o tem. Kako je pri vas tem? Ja, ena stvar je, da je danes nedelja, in da je to edini dan, ko sem fraj, ker dejansko delam od jutra do večera, ljudje res rabijo sedaj zelo pomoč v vseh teh trenutnih razmerah, kjer smo, veliko depresije, anksioznosti in tako naprej. Drugače pa 12.12 je tudi močan portal, če se štejemo numerološko, je to 3.3, in ob 12 so se dobila spet 3, 13 drugače tudi število ljubezni, 333 pa simbolizira Kristusovo zavest. In ta Kristusova zavest se sedaj sidra na zemlji, vse te energije v bistvu, že mojster, da ne bom omenil, da ne bo kdo mislil nekaj religioznega, nam je prišel pred 2000 leti pokazati, kaj je to ljubezen, in dejansko šele sedaj nekako prihajamo globje v stik s tem učenjem, vedenjem, da mi smo v samih temeljih zavedanja, smo ta ljubezen, in seveda z delom na sebi, z čiščenjem senc, strahov, dvomov, se odstirajo te tenčice, in odmetavamo vse, kar mi nismo, da potem lahko pridemo v stik s seboj. Čiščenje senc ste omenili, a jih bova kar zdajle probala počistiti v smislu, kako to gre, ali se bomo kasneje vrnila?
Ja, lahko nekaj na začetku povemo. A ne? Torej, osnova dela na sebi je v bistvu čiščenje sence, po Jungu shadow. On je prvi omenil ta termin, on je bil tudi zelo tako napreden za tisti čas, tudi duhoven, bi lahko rekli. In je v bistvu obravnaval človeka celostno kot duhovno bitje, seveda sam imel tudi določene mistične izkušnje in tako naprej. In je bil tudi eden izmed teh nekih začetnikov tudi transpersonalne psihologije, kjer dejansko so se potem začele zadeve tudi v psihologiji nadgrajevati. Tako da v bistvu je osnova, da delamo na svojih omejujočih vzorcih, torej prepričanjih, čustvenih stanjih, strahovih, dvomih. Vse to, v bistvu, kar smo mi ponotranili, v bistvu od rojstva do danes, vse, kar nosimo od prednikov ali pa še odprej, se bo tudi potem dotaknila teh področji. Vse te energije nosimo v našem nezavednem. Tako da mi se v povprečju zavedamo nekje 3 do 5%, vse ostalo je naša podzavest. In vsa ta podzavest vpliva na nas, ali mi to hočemo ali pa ne, ni važno, ali mi to verjamemo ali ne, pač vse to je v nas in vpliva na nas. In mi v bistvu delujemo iz teh nezavednih vzorcev, prepričanj. Večina ljudi, ki pač ne dela na sebi, se tega seveda ne zaveda. Zavedamo se pa ljudje, ki delamo na sebi, ki v bistvu transformiramo svoja podzavestna prepričanja, ki v bistvu se iskreno poglabljamo v sebe, ki meditiramo, ki kontempliramo, in prepoznavamo, da je v bistvu vse v nas in da je v bistvu tista najgloblja resnica, kako vidimo svet, v bistvu je, kakšen odnos imamo mi do sebe in kakršen je naš svet, takšni smo mi sami v resnici. To je ta osnova. soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
Dr. Jarič, zdravnik ste, vendar ste belo zdravniško halijo slekli. Zakaj? Ja, v bistvu jaz nekako se nikoli nisem dobro počutil v tem sistemu. Bil je zame preveč tok, preveč rigiden. Še vedno za večino ljudi je to čisto ok, nič nimam proti klasični medicini. Seveda na nekem nivoju pač je potrebna in deluje na tem črno-belem razmišljanju, kjer je ali tako, ne more biti vmes, ne more biti sivo, ampak seveda to je to logično razmišljanje, A je A, ena je ena in je vedno ena, ne more biti kaj drugače. In pač ljudje, ki so večinoma na mentalnem nivoju, to je pač prvi nivo stopnje zavesti, mentalni ego se temu reče po Kenu Wilberju, ki je avtor te preglednice duhovnega razvoja človeka, ki ga jaz tudi omenjam in študiram. Je to pač ta nivo, in pač tukaj deluje pač klasična zdravila, kemoterapija, psihiatrija, recimo klasična zdravila, antidepresivi, če človek depresiven in tako naprej. Seveda so potrebna, velikokrat pač brez tega ne gre, če je človek že zelo v hudem stanju, ampak seveda jaz pa gledam človeka celostno, kot duhovno bitje, ki ima seveda vsa ta telesa, eterično, čustveno, mentalno, karmično, duhovno telo, in na vseh teh telesih so določene blokade in človek seveda, ki ima neko stanje na fizičnem telesu že na koncu, da mu primanjkuje serotonina, kar je pač na fizičnem nivoju, bi rekli te klasični psihiatri, zdravniki pač depresija, seveda nekaj ga je moralo pripeljati do tega stanja, da je premalo serotonina v tej sinaptični šprani in da človek potem postane depresiven. Jaz se ukvarjam v bistvu z vzroki. Mene zanima v moji terapiji, ki je v bistvu integracija modernejših znanj, kognitivne, humanistične, transpersonalne psihologije in pa seveda epigenetike, kvantne fizike, neurobiologije, torej kognitivna neuroznanost, zdaj veliko o tem govori, bova se tudi verjetno kasneje dotaknila. Torej, da so naša prepričana, čustvena stanja tista, ki v bistvu lahko celo aktivirajo, utišajo posamezne gene, to danes tudi epigenetika govori o tem, torej, da mi nismo žrtve genov, saj nas te definirajo samo nekje 3-5%, vse ostalo so v bistvu vplivi iz okolja, ki pridejo, oziroma kako se mi odzivamo na te vplive, ki pridejo iz okolja. To je v bistvu tisti ključ. Torej, naša percepcija, to je tudi dr. Lipton dokazal, ki sem ga tudi imel milost pa čas spoznati, leta 2019 smo bila tudi na skupnem kosilu, je v bistvu tudi celični biolog klasični in potem je videl, da ta klasična centralna genetska dogma DNK se za transkripcijo prepiše v RNK, ta za translacijo v protein, da to ne drži popolnoma, saj v bistvu na ta DNK, oziroma na naše gene vplivajo vplivi iz okolja. To pomeni, svetloba, vrod zrak ali travmatično okolje, alkoholizem v družini, vse to v bistvu, tako kot vidva tole jelko, te lučke se prižigajo, ugasajo, to so v bistvu to izražanje naših genov. In vsako mislijo, ki jo mi mislimo, se te geni, ki jih imamo, drugače izražajo. In seveda potem na dolgi rok recimo tudi lahko sprožajo celo bolezni na fizični, celični ravni, če človek tekom življenja nič ne spremeni. Recimo, da je ženska 30 let v enem odnosu partnerskem, ki je travmatičen, ki je je nasilje, je čustveno-psihična zloraba in tako naprej. To pomeni, da se njen DNK seveda spremeni, to izražanje genov se spremeni, recimo tumosupresovski gen, ki mogoče zavira rast tumorja, se ugasne ta kontrola, in to pomeni, da se začne celica nekontrolirano deliti in dobiš raka recimo v organu, kjer imaš največ izziva z nekim čustvom, recimo če imaš žalost, je to pljuča, če je ledvica strah, po kitajski medicini jetra, jeza in tako naprej. Torej vsa ta nepredelana čustva, ki jih oseba nosi v sebi, seveda vplivajo, ker mi smo integracija vseh telesa in ne moremo zanikati vplivov iz okolja. Vplivi iz okolja so in so zelo pomembni, zelo močni in to je v bistvu epigenetika. Kontrola, ki je nad geni, epi pomeni nad, in dejansko geni sami po sebi v bistvu se ne aktivirajo, utišajo sami, ampak nekaj od zunaj sproži njihovo aktivacijo ali utišanje in to so vplivi iz okolja, ki so lahko težki, traumatični ali pa pozitivni. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore,
penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te. Dimmi perché quando credo solo in te. Grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che sai, che solo me sceglierai. Ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando amo solo te. Dimmi perché quando vivo solo in te. Grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che sai, che non mi sbaglierei mai. Dimmi chi sei, che sei il mio unico grande amore. Che sei il mio unico grande Toliko v prvem delu oddaje, nadaljujemo pa po novicah. Odstiranja. Ljudem pomaga pri soočanju s samim seboj in prehajanju v avtentični jaz. Večkrat zasledimo v povezavi z vami, kaj natanko, dr. Jarič, navedeno pomeni. Ja, v bistvu vsak, ki se začne ukvarjati s sabo, osnova, vsak začne pač pri mentalnem nivoju. Ne. Na mentalnem nivoju je človek žrtev. Ne. To pomeni, drugi so krivi za moje težave, ne, se vemo, ne, ko s prstom kažemo na drugega, trije prsti kažejo nazaj, eden mogoče na Boga, ne. Bog je kriv ali drugi so krivi, ampak v resnici trije prsti kažejo nazaj, pomeni ti si ta, ki se moraš spremeniti. A ne. In osnova je v bistvu, da ljudje, ki pridejo recimo po pomoč, se začnejo zavedati, da so v bistvu sami kreatorji svojega življenja. To nam danes tudi kognitivna nevroznanost govori, da v bistvu svet, kakor ga mi vidimo zunaj, je v bistvu odvisno od nas samih, kako vidimo mi ta svet. Ne. Tudi Mahariš je lepo povedal, kakršen si ti sam, takšen je tvoj svet. Ne. Vse v vesolju je določeno s tvojo lastno izkušnjo. Torej ni zelo pomembno, kaj je zunaj, kaj ti vse je le odraz tvojega stanja zavesti. Zelo pomembno pa je, kaj je znotraj tebe. Kaj ti vse zunaj je le odsev tega, kar je znotraj. Ne. In jaz s temi mislimi vedno tudi zaključim svoje seminarje. Ne. To je tista osnova, ker če bi se le ljudje zavedeli tega, da sami soustvarjamo svojo resničnost, svojo realnost, kar nam danes znanost potrjuje, potem bi bilo veliko manj teh energij, vsega tega, kar se zdaj trenutno tudi dogaja v družbi, če bi le ljudje bili zmožni prevzeti odgovornost zase, za svoje življenje. Najlažje biti žrtev, najlažje, drugi so krivi, karma je kriva, on je kriv, mama, fotar je kriv, kdorkoli, ne, pač ne prevzame ta oseba odgovornost za svoje življenje. In preko terapije, preko v bistvu transformacije teh nezavednih programov, vzorcev, čustev, vsega tega, kar človek nosi v nezavednemu, ljudem pomagam, da v bistvu postopno prenehajo igrati to vlogo žrtve in grejo v ta avtentični jaz, po Ken Wilberju se reče. Ne? To pomeni, najboljši opis tega stanja zavesti bi bil, jaz sam ustvarjam svoj svet. Torej, jaz sem kreator svojega življenja, kakor jaz dejansko razmišljam, čutim, delujem, to v bistvu kreira moje življenje. In to sem jaz. To je moja, v bistvu, ta subjektivna percepcija realnosti, se reče, ne? Kjer v bistvu dejansko vidim svet drugače, kot sem ga videl do sedaj. In v bistvu znanost nam zdaj potrjuje, da si vse skreiramo sami. Torej, mi smo zavestni, so kreatorji, ali to hočemo priznati, ali pa hočemo še vedno igrati vlogo žrtve, bomo doživljali še take izkušnje, da nam bo to potrjevalo, da smo žrtve. Tako da od nas je odvisno, kako
percepiramo našo realnost. Ne. Pravite, da smo ljudje skupek fizičnega, eteričnega, astralnega, čustvenega, miselnega, tudi karmičnega telesa in v vseh teh telesih imamo blokade. No, po naštetem se zdi skoraj nemogoče, da se znebimo vseh blokad oziroma blokad na vseh nivojih, ali pa vendarle gre. Smo lahko optimistični? Ja, seveda je mogoče, ne, se da, je pa seveda to proces. Ne. To ni zdaj čez noč, ne, ko ljudje pridejo, pa včasih mislijo, jaz bom pa zdaj šla na 3 terapije, pa na 2 seminarja, pa bom pa že, ne vem, razsvetljena. Ne. To ne gre tako. Ne. Dejansko jaz pač delam v terapiji postopno, po fazah in dejansko po fazah te sloje, te plasti odmetavamo. Ne. Najprej seveda se moramo ukvarjati s tem življenjem, vse, kar je bilo pač doma, oče, mama, ne, pač te vloge žrtve razpucati. Potem gremo mogoče malo na prednike, ko je človek že bolj zrel, gremo tudi pogledati mogoče, če je še karmični vpliv, ne, ki je mogoče tukaj pomemben. Ne. Recimo dr. Ian Stevenson, zdravnik psihiater, je celo življenje posvetil raziskovanju prejšnjih obstojev in je dejansko dokazal reinkarnacijo. Ne. To je znanstveno dokazano. 3000 otrok so v bistvu opazovali, ki so se spontano spominjali svojih preteklih življenj. Vemo, nekatere duše pridejo na ta svet za še aktivnim spominom in so se spominjali in so rekli, te starši, v bistvu, ker so zdaj v tem življenju trenutno živeli, ti nisi moja mama, ti nisi moj oče, ne? In so šli raziskovati v arhive, točno so povedali, kje so živeli, ulica, kraj, ime, priimek starša, vse, mislim, neverjetno in se je vse ujemalo. In za 3000 otrok ne moreš reči, da je to naključje. Ne? To je že znanstven dokaz in to je bilo v vseh teh revijah psiholoških in tako omenjeno, ampak seveda pač potem so to nekako potlačili v tem zahodnem svetu, pač, ker v tem zahodnem svetu smo v bistvu indoktrinirani v ta materializem, v to materialno percepcijo življenja, ne, pač imaš to telo, ok, ker te ni več, te pokoplja čau, ne, vsega konc, mislim, jaz nikoli nisem resoniral s tem, ne, in že kot mlad sem začel meditirati, ker sem imel svoje lastne izkušnje depresije, seveda to je zelo pomembno, ne, da kot terapeut imaš lastne izkušnje, takrat sem začel za transcendentalno meditacijo se ukvarjati, kjer je pač meditacija z mantro, ne, ki te pelje v višja stanja zavesti. Ne? In v bistvu jaz verjamem, da kot duša v bistvu prinesemo že s seboj določeno stanje zavesti. Ne? In jaz sem čutam, ne, tako prišel dvigati zavest, dvigati vibracijo, ne, na ta planet Zemlja, ne, pač pomagati ljudem, da se spomnejo v bistvu, kdo zares so. Ne? Da nismo mali ubogi človečki tle ene vloge žrtve, kjer se morajo podrejati sistemu, pa družbe noram, pa tako naprej, ne, kar še vedno veličina ljudi verjame, ko so na tem nivoju zavesti, ampak da smo v bistvu ta brezmejna zavest, ne, ta brezmejni spirit, ne, ki je v bistvu eno z izvorno energijo, ki nas je ustvarila. Ne, in da smo samo tukaj pač nekaj kratkih trenutkov z nivoja duše gledano, ne, seveda naš to razširi, ne, in zgleda to kot nekih, ne vem, 100 let življenja, kar pač nekako živimo, ne. Ampak čas je v bistvu spet ena iluzija, ne, in kot tak v bistvu ne obstaja. Z nivoja kvantne fizike gledano, ne, je v bistvu vse zdaj, vse se dogaja v tem trenutku. Ne. To seveda z omejenim umom človek težko dojame, ampak ko imaš enkrat te više izkušnje transpersonalne, ne, se res zavedaš, da je vse to, kar mi vidimo tukaj, ena velika iluzija 3D matrice, v kateri smo. In več, ko imaš teh izkušenj duhovnih, da se zavedaš te enosti, ne vem, da hodiš po travi, pa si zlit s to travo, da gledaš oblake, pa se zliješ z oblaki in te sploh več ni, ne, ta kauzalni ali pa še globlje nedualni nivo zavesti po Wilbarju, takrat se zavedaš, ne, kdo zares si. In te drame, te matrice, vse, kar se dogaja, ne, pač v tem svetu, te v bistvu ne prepriča več. Ne, enostavno ne resoniraš več s tem, ok, vidiš, ok, v redu je, ne, pač, ampak se te ne dotakne več na ta način. Si lahko sočuten do ljudi, ki so v stiski, ampak ne padaš pa več sam v dramo. In to je ključ, ne? In terapeuti, v bistvu obstaja tudi dosti ljudi, nažalost še vedno terapeutov, ki niso spucali svoje sence in taki zares ne morejo kvalitetno pomagati drugim, ne? Ker če sem jaz na podobnem nivoju zavesti, kot je moja stranka, klient, pač bova skup jamrala, ne? Nikoli ga ne morem zares dvigati, ne? Torej ti rabiš dvigniti stanje zavesti, da lahko osebo, ki je na nižjem stanju zavesti, potegneš gor in jo dvigneš na višji nivo zavesti. In to je osnova, zato sem jaz več kot 11 let delal na sebi, pucal senco preko raznih terapij, seminarjev, delavnic, Sloveniji, v tujini, izobraževal se, ogromno denarja porabil za to, ne? Tako da veliko investiral vase in še investiram in mi nikoli ni bilo škoda tega denarja, ne? Dejansko je to osnova.
Jaz vedno pravim, kaj ti bo vas material, nič ni narobe s tem, fajn je, da imaš dober avto, hišo, nič ni narobe, super, ampak stanje zavesti, kar vložiš vase, ne, edino to boš nesel s seboj. Nič drugega, ne? Torej vlagajte vase, delajte na sebi, transformirajte svojo podzavest, to je edina pot do osvoboditve, ven iz te ujetosti, kjer trenutno smo. Ne? Omenili ste transpersonalno psihoterapijo. Kaj to pomeni? Ja, transpersonalna psihoterapija in psihologija je v bistvu obravnava človeka kot celostno duhovno bitje, torej je to nadosebna. Ne ukvarja se samo z osebnostjo, ampak z človekom kot z nekim duhovnim bitjem, ki seveda pač je vpet v neke družbene sisteme, je nekako noter in upošteva te v bistvu više nivoje v bistvu obstoja, kar je onkraj te klasične materialistične koncepcije življenja. In transpersonalna psihologija in seveda vsi ti pristopi so začeli nastajati že v 60 letih v ZDA. Leta 1969 je začela izhajati tudi mednarodna revija Journal for Transpersonal Psychology in je bila tudi potem ta zveza ustanovljena in v bistvu raziskuje ta nadosebna višja stanje zavesti, kar sem jih že tudi nekaj omenil. In v bistvu mi vedno obravnavamo človeka kot, v bistvu jaz vsakega človeka, ki pride na terapijo, obravnavam kot ta popolni božanski potencial. Vsakemu vidim potencial, seveda, ki ima na nekem stanju zavesti, kjer oseba je trenutne probleme, trenutne vzorce, s katerimi se pač identificira. Pač je poslušal doma, da ni dovolj dober, da mora trpeti življenje, da mora garati, da se mora razdajati, pač ta vloga žrtve. Ampak kljub samo v njemu, tako kot v meni, je popolni potencial. Je možnost za napredek. In človeku v bistvu pomagam postopno, skozi terapijo, skozi te procese, ki jih v bistvu delamo, da se on v bistvu počasi začne odistovetiti od vseh teh energij, teh vzorcev, kar on misli, da je, in se začne spominjati, da je v njemu glih ta neomejen potencial, da je ta moč v njemu,
da lahko preseže svoje težave, torej, da ni nemočen žrtev, ampak da je zavestni kreator svojega življenja. In to je tisto, da človek začne prevzemati odgovornost zase za svoje življenje. Tako da ta psihologija v bistvu je blizu tudi določenim filozofijam iz vzhoda, ki nas pač uči te naše povezanosti vsega z vsem. Predstavniki so tudi Jung, recimo grof, Assagioli, recimo eden izmed teh močnih. Tako da obravnava res človeka na vseh nivojih, ki je v bistvu integracija vsega, in duhovnega, in fizičnega, in vsega vmes. Jaz pa pač uporabljam tudi pristope humanistične psihologije, recimo nenasilna komunikacija, pač da človeka sočutno podprema, da ga začutim, da res ga ne sodim, ne validiram, ampak ga res sprejmem v vsej resničnosti, tudi v vseh teh bolečinah, tudi da se res lahko človek odpre, da je sprejet, da je podprt, da lahko v bistvu lažje potem preseže svoje težave. Omenili ste, da ste začeli meditirati dokaj zgodaj, da vam je meditacija na poti do sebe, če tako rečem, zelo pomagala, zagotovo še meditirate. In kaj je tisto, recimo, zaradi česar je metoda ena od vam tako pomembnih metod? Ja, meditacija je v bistvu, definicijo, če bi pogledali, je v bistvu zmanjševanje mentalne aktivnosti. Dosti ljudi, tudi sam sem imel, zelo močen ki je seveda študiral, ki je, veliko energije sem vlagal v to, in je ta potem včasih premočan. In z redno meditacijo v bistvu mi znižamo možgansko to aktivnost na možganske valove, ki so nižji od beta, recimo zdaj smo v beta, smo v normalnem tem stanju zavesti, potem ko se malo umiriš, že recimo globoko dihaš ali pa začneš mantrat, greš v alfa stanje zavesti, ki je nižja frekvenca. In jaz pa, ko delam to teta meditacijo, grem pa v stik s to enostjo, z izvorno energijo, grem v teta stanje možganskega valovanja 4 do 6 Hz, to je stanje tik pred spanjem. Vsako noč, predno mi zaspimo, gremo normalno, avtomatsko preko teta stanja zavesti v delta, to je globok spanec brez sanj. Tukaj se ne zavedamo fizičnega sveta, pa spimo, telo počiva. Ko pa sanjamo, smo recimo lahko tudi v teta stanju, ko nam učki začnejo delati, recimo jaz gremo v stik, REM faza, učki začnejo delati, smo v tem stanju zavesti tudi, tako da je to čisto normalno fiziološko stanje zavesti, samo da se mi zdaj naučimo tukaj v budnem stanju biti v teta stanju, kar bi klasični nevrologi rekli, da to ni mogoče, ampak ja, se da. Tako da ta stanja zavesti so dokazana in v meditaciji, zdaj smo imeli oddajo tudi s profesorom dr. Škodlarjem, tudi psihiater pa terapeut, ki je tudi seveda potrdil vse to, kar tudi zdaj jaz govorim. Pa profesor dr. Metka Ravnik, ki je tudi raziskovala te vplive meditacije na izražanje genov, in so res pokazali, kako redna meditacija v bistvu pozitivno vpliva na izboljšanje zdravja, kognitivne sposobnosti, spomin, manj stresa, torej antistresno deluje. Tako da je zelo pomembno, da ljudje redno meditirajo. To je v bistvu zdaj počasi, tudi v Sloveniji prihajamo do te faze, ker to ni več neki, da si čuden, pa ne vem kaj, ampak dejansko ljudje se začenjajo tega zavedati. Jaz tudi vodim prek Facebooka te meditacije, recimo, pomagam ljudem tudi na ta način, da določene zadeve spustijo. Tako da redna meditacija je ključ za umirjen za zdravje na vseh nivojih. Neka podoba, ki pliše na ulici v dežju, se vrti od roba do roba, kot ta lepti nad cincami ceste brez strahu. Izgibi riše v zrak, nek novi svet, kjer je brez napak, kateremu premagala sivi mrak. Šla je plesat pod obok neba, našla svoj gib v kapljicah dežja. Bosa vetru kot začarana,
ostala mokra sled dežju, je našla svobodo kot v snu, pozabila na ves svet in z gibi riše v zrak nek novi svet, kjer je brez napak, katerem bo premagala sivi mrak. Šla je plesat pod obok neba, našla svoj gib v kapljicah dežja, bosa vetru kot začarana, nikdar se ni ozrla nazaj. Ne zanima je, kaj bodo rekli ljudje. Doktor Jarič, izreden pomen dajete tudi intuiciji. Kako bi na en tak preprost način opisali, kaj je intuicija in kako torej slišati, uporabljati intuicijo? Kdaj vemo, da nam nekaj sporoča intuicija in da ni to vpliv okolja, ki ga vzamem morda kot intuicijo nevede? Ja, intuicija bi lahko rekli tudi notranje vodstvo, ne, šesti čut, več imen je, v bistvu gre pa za informacije, ki prihajajo v našo zavest, torej ne iz našega uma, ne, ampak iz enih višjih nivojev, ne. Jaz pravim to, ko se nam duša aktivira, ne, nam duša sporoča, ne, in vsi ljudje imamo intuicijo, a ne, seveda je od stopnje zavesti, od dela na sebi, ki je človek naredil, odvisno, koliko je ta intuicija aktivna, ne. Vemo, ne vem, vsi smo kdaj imeli občutek, ne vem, greš v prostor, pa kar začutiš ali prosto veš, kaj ljudje mislijo o tebi, a ne, čeprav mogoče te ni bilo prej notri, a ne, to je tisto, ne, ko ti kar ta notranji glas pove, a ne, v bistvu to je takrat, ko se umakne, ne, ko je tiho, a ne, in postopno z delom na sebi ljudje začnejo vedno bolj dojemati, a ne, kaj je nekaj, kar pride iz glave, ne, kar je umsko, kar je pa nekaj, kar pride iz srca, jaz rečem, a ne. In jaz vedno peljem tudi v terapiji ljudi noter, ne, iz uma, pejte dol s pozornostjo tukaj v predel prsnega koša, ne, začutite, ne. In občutki, ne, duša naša govori z nami preko občutkov. In tisto, kar je začutim znotraj, je v bistvu ta intuitivni del, ki se takrat potem aktivira, ne moja misel, moj vzorc, ki se pač aktivira, ampak kaj zdaj čutim v dani situaciji. In to je ta glas notranji in z delom na sebi se ta glas intuicije seveda krepi. Obstaja seveda več tipov intuicije, imamo jasnovidnost, jasnoslišnost, jasnočutnost in jasnovednost. To so 4 tipi zunajčutne zaznave, a ne? To je področje parapsihologije, ki to proučuje, a ne? Torej jasnovidnost, da vidim stvari v resnici takšne, kot so, dosti žensk ima recimo to bolj aktivno, ko vidijo v meditaciji stvari, vidijo, ne, kaj se je zgodilo, ne. Jaz tudi, ko vodim ljudi v terapiji, jim ne tudi na ta način pomagam, tisti, ki imajo to razvito, ali da slišimo stvari, ki so onkraj teh, a ne, klasičnega zvoka, fizičnega, ali da začutimo jasnočutnost. Matere recimo imajo za svoje otroke ta čut razvit jasnočutnosti, kaj otrok rabi, ne vem, čutijo, da ima otrok stisko, ne, tudi v sebi, v svojem telesu, ali jasnovednost, da preprosto vemo stvari takšne, kot zares so, ta najbolj direktna, ne, onkraj vseh omejitev, enostavno veš, ne. In vsi smo imeli ali pa imamo kdaj take izkušnje, ko preprosto vemo, ne, kaj je resnica, pa ne vemo od kje, kar vemo, ne. Kako bi pa opisali ta primer, ki ga ne malo ljudi opisuje, recimo, sem na nekoga pomislil, pa me je ta oseba poklicala, pa se že dolgo nismo slišali, ali pa na nekoga sem pomislil, pa sem ga potem na ulici srečal, pa se sploh ne vidimo. Kaj je to? To je v bistvu ta prenos misli, se reče, oziroma telepatija, ne, da mi v bistvu mislimo nekom in se potem to zgodi. Včasih je tudi to prekognicija, da že kar preprosto veš, kaj se bo naprej zgodilo in ti pride informacija in evo, res osebo srečaš. Ne. To so te sinhronicitete, ne. Kvantna fizika bi imela tle veliko zapovedati, ampak ne bo šla to globoko mogoče, da dejansko vsaka misel, ne, ki jo mi mislimo, v bistvu pritegne potem povratno informacijo, ne, torej vse, kar mi mislimo, oddajamo v to vesolje in se na neki ravni potem vrača k nam v določeni obliki, ne. Torej vse je v vesolju povezano, ne. Delali so tudi poskuse, vse, kar naredimo na enem elektronu, vpliva na drugega tisoče kilometrov stran, ne. To pomeni, da smo vsi povezani, da smo v resnici v samih temeljih ena zavest.
a ne, eno smo. Ne? In to ni nek New Age bullshit, ne? Neka znanstvena fantastika, dejansko smo, na najglobjih nivojih zavedanja smo povezani in tega se moramo vsi zavedati. In kar naredimo drugemu, resnično naredimo sebi, to je že Jezus učil. Kar ste naredili kateremu teh najmanjših, ste storili meni. Kaj takega je lahko rekel le, če se je zavedal te resnice enosti. In če bi v tej družbi ljudje bili bolj zavestni, bi bilo že zdavnej konc vseh vojn, nasilja, vsega, kar se zdaj ločevanje ljudi dogaja in tako naprej. Še vedno smo razdeljeni, še vedno smo v veliki dualnosti, nažalost, in vse, kar te naše vrli oblastniki delajo, je pač ločevanje ljudi in to ni prav in pač čas je, da se ljudje prebudijo. Jaz tudi pravim, ta kolektivna budnica je to, ta virus in vse, kar se dogaja, v bistvu za dvig zavesti človeštva, da se končno ljudje prebudimo, da rečemo dovolj je, da začnemo postavljati meje, začnemo ukvarjati s sabo, da dvignemo to zavest, da nas ne morejo več manipulirati. Ker mi smo bili tisočletja na zemlji manipulirani, ampak večina ljudi se tega sploh ni zavedala. Sedaj pa prišel čas, da ljudje spregledajo, da vidijo tisto globljo resnico, da se začnejo ukvarjati s sabo, da spregledajo, bom rekel, in da nehajo samo slepo verjeti tistemu, kar jim rečejo. Ker zdaj prihaja ta vodnarjeva doba, prej smo bili v dobi rib, zdaj je vodnarjeva doba prihaja. In tukaj ne gre več slepo verjeti, kar mi rečejo, ampak je pomembna izkušnja. Torej moja lastna izkušnja, kaj sem jaz izkusil. To je tisto, kar lahko milijone knjig prebereš, pa ti to nič ne pomaga. Ko imaš eno izkušnjo duhovno, transpersonalno, je to. In takrat veš. In takrat te noben več ne bo prepričal, da to ne drži. Torej, lastna izkušnja je tista, ki šteje. In tisto, kar sem jaz izkusil, je moja resnica. In to je to. In to jaz verjamem in kdo me bo zdaj prepričal, da temu ni tako. Dejali ste, dr. Jarič, da je čas, da se prebudimo. Tudi vaši oddaji je ime oziroma ima naslov Prebojeno srce Slovenije. Lepa oddaja, omenili ste te korona čase. Se pravi, da je vendarle tudi nekaj dobrega v tem, v smislu dviga zavesti. Sem prav razumela? Ja, absolutno, absolutno. Zdaj ljudje načeloma ne maramo sprememb, radi smo v coni udobja. Čeprav nam ni fajn, trpimo, ampak vendarle je ta cona udobja tista, kjer pač smo navidezno varni. In tudi z ljudmi, ko delamo, pač večina ima te vzorce, kjer so v tej navidezno varni coni in se ne bi želeli premakniti naprej. Šele, ko pa se nam zgodi nekaj hudega, ali zbolimo, ali se ločimo, ali bankrotiramo, ali nas izkoristijo, zlorabijo, karkoli. Takrat, ko se zgodi neka travma, takrat se človek začne spraševati, pa kaj se dogaja, saj sem pošten državljan, saj delam vse tako, kako mora biti by the book, zakaj sem nesrečen, zakaj sem depresiven, zakaj sem anksiozen, zakaj nisem zadovoljen s svojim življenjem. Tudi jaz sem se začel spraševati v gimnaziji, vse odličen, 5 v šoli, najboljši posod, ampak da zdaj pa kar naenkrat ena depresija udarila ven. In takrat se začne človek ukvarjati s sabo in se začne v bistvu na globih nivojih povezovati s seboj in začne v bistvu dojemati, a je to, kar živim, res tisto, kar je ljubezen do mene, ali delam vse nekaj, da bi druge zadovoljil, pa da bodo drugi srečni, da se bom razdal za tega, pa onega, pa tretjega. V bistvu vsi smo kupovali ljubezen na začetku in smo se razdajali in ne vem, kaj vse delali, zato da bi bili ljubljeni, sprejeti, podprti. In to je pač ta prvi nivo vloge žrtve, ko kupujemo ljubezen, se razdajamo, da bi bili sprejeti. Tako da to je ta osnova in ljudje se morajo počasi začeti zavedati, da ta stopnja zavesti nikamor ne pelje, in da človek, ki ostane na tej stopnji zavesti, nikoli ne bo zares srečen. Vedno bo pač ta uboga žrtev, ki bo krivil druge svoje težave, ker se bo razdajal in bo mislil, kako sem jaz dober človek. To je ta predpražnik, prva stopnja zavesti. Predpražnik, vsak se bo pač obrisal noge tam, pa šel v stran. In slejka prej pač ponavadi se potem mora nekaj zgoditi. Ali človek zboli, pa se pa začne ukvarjati s sabo, pa se začne spreminjati. Ali, kako se rekel, bankrotira, ali se loči, ali mu nekdo umre. In ponavadi takrat začne človek se ukvarjati s sabo. Se obrne vase, pogleda svoje resnici v oči in si reče, ok, kaj je zdaj tle na stvari? A je to res tisto, kar je želim živeti? Ali je to v bistvu moje življenje, v bistvu nima več smisla na tak način in se začne ukvarjati s sabo, gre v pač neke tehnike, začne pač delati na sebi. Tako da nažalost ali pa na srečo rabimo take težke izkušnje.
Vi ste, kot ste dejali, začeli delati na sebi že takrat v srednješolskih letih, izkušnja depresije ste omenili. Po zdravniških izvidih vse je bilo v redu, bili ste zdravi, vi pa ste čutili, da niste zdravi, da je nekaj narobe in potem vaša odločitev, da odgovornost za svoje zdravje vzamete v svoje roke. Kako ste se s tem spoprijeli? Ja, seveda, greš, imaš skozi glavobole, imaš te gastritise, oni vse pogledajo, rečejo, nič narobe, oziroma svetujejo analgetike, ok, jaz bom pa zdaj celo življenje tablete jedel, potem si bom uničil jetra, ledvica, ne, sem rekel, ne želim tega, želim vzroke za svoje stanje najti, Torej, klasična medicina je super, za določene stvari, Doskrat se pa žal ne ukvarja z pravimi vzroki, ki so skriti na globih nivojih, globih telesi, torej v mentalno-čustvenem. Zato danes jaz zagovarjam ta holistični pogled, zato sem se tudi upisal na Quantum University na doktorat integrativne holistične medicine v ZDA, kjer je online študij. In mi je pomembno, da se ukvarjam z vzroki. Vsakega človeka obravnavam kot celostno bitje, ki ima seveda fizično telo, ki ima čustva, ki ima mental, ki ima določene vzorce, ki ima določene pretekle izkušnje in ga obravnavam celostno. Vsakemu človeku potem dam, kot sem preko lastnih izkušenj šel čez to, sem svoje zgodbe, težave razrešil, ker sem imel ogromno potlačene jeze, strahov, čustev, nekih zamer do staršev, ker nisem bil vedno podprt v tem mojem razmišljanju. Bi lahko rekel, starši so bili vzgojeni klasično, fizično, to življenje, samo to in samo klasična medicina, to je to. Nisem bil podprt in v bistvu iz tega vidika sem bil zelo globoko žalosten. Imel sem tudi izkušnjo, ko sem bil še v trebuhu moje mame, v maja se je zgodilo, da je sestra od moje mame naredila samomor, in jaz sem se junija potem 18. rodil, in mama je takrat padla skupaj, doživela hud šok in sem v bistvu to travmo mame, ker sem kot otrok nagonsko hočeš rešiti mamo in pomagati, sem vso njeno žalost potegnil nase in sem pol preko terapije, ko sem delal na sebi videl, da sem v bistvu tudi to je bil eden izmed vzrokov za te moje depresije, ker sem hotel mamo rešiti, sem jo rešil, ampak seveda je to potrebovalo moji depresiji. Tako da ja, globoke stvari potem odkriješ, ko delaš na sebi in marsikaj, klasičen psihiater seveda bi dal antidepresiv čav, bo sicer na neki ravni ti malo pomagalo, ampak potem, ko boš nehal jesti, to spet ta serotonin, koncentracija sinaptičnih šprani bo padla, tako da posledice eni ljudje, ki nočejo se ukvarjati s sabo, v redu, jej tablete do konca življenja, ampak mene so zanimali globi vzroki za težave, da jaz vzrok razrešim. In zdaj sem radosten, igriv, tam skačem okoli, mislim, kakšna depresija, ne obstaja več zame. Ko enkrat to presežeš vzrok, posledica zgine in je nikoli več ni in je ne bo. In to je to. Kakršen si ti sam, tak je tvoj svet, je zapisal modrec Mahariši. Dr. Jarič dodaja, če ste pripravljeni spremeniti svoja najglobja, omejujoča podzavestna prepričanja o sebi in svetu, lahko spremenite svoje življenje na bolje. To, o čemer razmišljate, na koncu tudi postanete. Dr. Dejan Jarič in Barbara Polutnik-Brusnik sva bila z vami in bova tudi v prihodnjih odstiranjih, čez 14 dni. Oddajo pa najdete tudi na www.koroski-radio.se. Odstiranja.